Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni, evo, dober večer, spet smo danes skupaj, dobrodošli, sem vesela, da se vidimo, vesela sem, da ste zbrali tak lep naslov za danes, kako se naučimo se imeti radi svoje telo. Tako da, evo, danes bomo posvetili nekaj minut temu in mislim, da je tema krasna, zelo pomembna za nas vse, posebej mogoče za ženske, ne, ker nas hitro kaj začne motiti na našem telesu in hitro bi rade bile vse popolne in ne bi rade, da se staramo in ne bi rade, da se nam kak kilogramček nabere na trebuščku ali pa na ritki ali pa na bedrcah. In tu je zdaj pomembno, da naredimo en tak preskok, da točno tisti del telesa, ki nam ni všeč, da mu namenimo posebej ljubezen. Ne popravljanje iz strahu, da če si, ne vem, nam lasje niso všeč in potem delamo vsak dan samo, da bi bili lasje čim lepši. Ali pa če nam ni všeč, ne vem, nas nosek in si ga pudramo in rihtamo. Jaz bi danes vam rada eno drugo pot pokazala. In ta pot je, da preprosto sprejmemo tisti del telesa, ki posebej, ki nam ni všeč. Pa recimo, da je to nosek, ne? Ali pa trebušček, ali pa sami izberite, ali pa prsi, če se vam zdijo majhne, prevelike, ali pa ramena, karkoli, da posebej damo ljubezen temu delu telesa, da ga božamo. Recimo, če so roke, da ga božamo, da rečemo in da izrekamo besede, ki izhajajo iz te Ho'oponopono tehnike, se sem že omenjala. To v bistvu vse je čisto preprosto. Naprimer, če vam roka ni všeč, ali pa dajte vi tam, primite se tam, kjer vam ni všeč in samo rečite: hvala, ker si z mano. Prosim, oprosti, ker se ves čas borim proti tebi. Žal mi je. In četrti stavek: rada te imam. Ali pa rad te imam, moški, ne? Moškim se tudi včasih zdi, da imajo preozka ramena, pa premalo mišic, pa nimajo izklesanega telesa. Ampak naše telo je pomembno in zelo pomembno, da ljubeče skrbimo zanj. Ne smemo se zapustiti in če se ne počutite dobro v svojem telesu, pomeni, da moramo nekaj narediti zanj. Pomeni, da moramo poskrbeti mogoče za več spanja, več počitka, mogoče za več gibanja, mogoče za bolj zdravo prehrano. In vsekakor pa na neki točki je treba dati ljubezen svojemu telesu. In še enkrat, božajte se tam, kjer točno tisti del telesa, ki vam ni všeč, ki bi ga radi drugače, pa ga nikakor ne morete. Pa si rečite: hvala, ker si z mano. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi bili brez njega? Pa naj bo to roka, noga, boki, nosek, karkoli. Hvala, ker si z mano. In drugi stavek je: prosim, oprosti. In tretji stavek je: žal mi je, ker te težko sprejmem, ker bi te rada spremenila, ker se borim proti tebi. In četrti stavek je: rada te imam. In ponavljajte to vsak dan. Mogoče vzamite kako fino olje za maziljanje, kako kremico, losjon, mleko hranilno za kožo, pa se božajte. Vsak dan pa si rečite: prosim, oprosti, ker te težko sprejmem. Žal mi je. Hvala, ker si z mano, hvala, ker te imam. Rada te imam, rad te imam. Torej, kako sprejmemo svoje telo? Potrudimo se, damo si čas, damo si ljubezen, točno tisto, kar ne maramo. In seveda, če pa se nam je malo maščobe nabralo, pa vedno lahko poiščemo kak video in telovadimo po videu, ali še boljše, gremo v naravo in tečemo, ali telovadimo, ali se sprehajamo, imamo hitro hojo, ali gremo v hrib. V glavnem, pomembno je, da skrbimo za svoje telo, pomembno je. In če nam telo govori o tem, da nekaj rabimo, moramo to dati. Pa naj bo to bolj redna hrana, bolj zdrava hrana, več počitka, šport in seveda, da se nehamo boriti in da se sprejmemo take, kot smo, ženske. In včasih nam ni to všeč, včasih nam gubice niso všeč, pa lasje se nam zdijo mogoče, da bi rajši imeli bujne, dolge kodre, vsaj meni je bilo včasih tako. Danes pa mi je čisto cool, danes sem čisto zadovoljna, pač dolgolaska nikoli ne bom, nič hudega. Vseeno lahko se imam fajn, vseeno lahko kvalitetno živim svoje življenje. In tako probajte sprejeti svoje telo. Tudi če je res kakšna taka hiba, bi človek rekel, nič hudega. Samo ljubeče sprejmite tisti del. In samo si govorite: hvala, ker te imam.
Tudi če si roka malo bolj krompirčkasta, če so prsti malo bolj debeli, malo bolj okorni, nič hudega. Hvala, ker te imam, moja roka. Prosimo, prosi, ker se borim proti tebi. Žal mi je. Rada te imam. Hvala, ker si z mano, 4 stavki. Hvala, ker si z mano. Božamo se, mazilimo se, nežno, ljubeče. Tako kot bi nekoga drugega nežno božali, ali partnerja, ali pa otroka. Tako božamo točno tisti del telesa, ki nam ni všeč in si rečemo, hvala, ker si. Žal mi je, ker se borim proti tebi. Prosimo, prosti. Rada te imam, ali pa rad te imam. Delajte to, vsak dan sprejmimo svoje telo. Tako pomembno je, da sprejmemo svoje telo, da ga imamo radi. Ko sem bila jaz mlada, sem bila nekako deležna klasične katoliške vzgoje in tam je bilo nekako, mene je vedno duhovno zanimala že kot mlada in takrat je bilo nekako ta miselnost, če zatiraš svoje telo, si lahko duhovn, ali pa duhovnost je pomembna, telo pa ni pomembno. Danes vidim, da to v bistvu, ta ideja mi več ni všeč. Danes vidim ravno obratno, da sem lahko bolj duhovna, če se v telesu boljše počutim, če poskrbim za potrebe telesa, če dovolj spim, če dovolj športam, če dovolj zdravo jem, potem sem lahko jaz bolj duhovna, potem sem lahko bolj odprta, potem lahko boljše meditiram, potem lahko boljše vodim terapije, potem lahko čisto drugače živim. Zato se to dvoje v bistvu ne izključuje, ampak telo nujno rabimo, če hočemo živeti kvalitetno to življenje, če hočemo biti zdravi in če hočemo tudi na nek način se povezovati navzgor, meditirati, biti duhovni in tako naprej, biti uspešni. Tako da v eni knjigi sem tudi prebrala, prvo pravilo, če hočeš biti uspešen v življenju, je don't die v angleščini, torej ne umri, poskrbi za svoje telo. Ker vedno bodo bolj uspešni tisti, ki bodo dalj časa živeli in ki bodo zdravi in polni vitalne moči. Zato je res pomembno, da skrbimo za svoje telo. In to vsak dan in vse potrebe telesa moramo zadovoljiti. In da se nehamo upirati telesu in da ga res ljubeče sprejmemo. Kadar pa se vam zdi, da ga ne morete sprejeti, pa vam je vedno na voljo tudi tapkanje. In lahko rečete, ko res čutite en odpor do nekega dela telesa, morda pa pomislite, mogoče je to povezano z neko izkušnjo, ko se je kdo norčeval iz vas, ko ste bila najstnica, pa so mogoče se fantje norčevali, ker pač so bili, ne vem, ste jim bila všeč, ampak oni to niso mogli reči in so se norčevali. Mogoče je treba tak dogodek poiskati in tapkati in čistiti stare občutke in spet iti v ljubezen do telesa. Ljubezen posebno do tistih delov, ki vam niso všeč. Tako da, evo, to bi bilo moje sporočilo za danes, ni dolgo, čisto preprosto. Poskrbimo za potrebe svojega telesa in posebej božajmo, mazilimo, mažimo, cartajmo tisti del telesa, ki nam ni všeč. In vmes lahko govorimo stavke, prosimo, prosti, žal mi je. Hvala, ker si z mano, rada te imam. Tako želim vam, da veliko nege, prijetnih občutkov, zdravega telesa in se spet slišimo naslednji teden in vabim vas tudi za kak komentar, da napišete in da tudi kaj predlagate in povejte, kako se vam je začelo počutje spreminjati, če boste delali to vajo vsak dan, ker sem prepričana, da po enem tednu, če boste vsak dan se namazali, se cartali, se božali, govorili te 4 stavke, da bo vaš odnos do telesa drugačen. Tako da lep večer vam želim, vse dobro in imejmo se radi točno taki, kot smo, tudi če ne ustrezamo nekim standardom lepotnim, pa zakaj bi. Vsak od nas ima v sebi lepoto, tako na zunaj, tako na vznotraj. In če poskrbimo zase, potem lahko sijemo, lahko srečni, tudi če naši proporciji niso idealni, nič hudega, vseeno lahko imamo čudovito življenje. Tako da, evo, vse dobro vam želim, malo komentirajte, poskusite in naslednji teden se bomo naprej pogovarjali. Vse dobro, srečno!